Lepo pozdravljeni. Delimo čas v karanteni. Dogaja se nam, kar se nam dogaja. In jaz bi rad delil mogoče eno zgodbo, ki se me je zelo dotaknila in mislim, da ni tako zelo osamljena. Zgodbo, ki mislim, da kaže, kako si dodatno otežujemo življenje, in mislim, da imam za vas sporočilo, da nam je lahko lažje in da lahko za manj stresa in za manj bremeni preživljamo te dneve. Ja, zgodba je nekako taka, ne? Zjutraj se zbudim, že v postelj razmišljam, včeraj sem spet preveč spila, zdaj sam še jem, sam redim se, mogla bi telovaditi. Ja, in itak se mi ne da telovaditi, ne vem, ne morem telovaditi in spet bo isti dan, zdaj bo spet isto, tam avga bom, že vidim, ne? Zdaj se bomo spet pregovarjali, spet bojo leteli zvezki naokoli, pa delovni zvezki, pa listi, pa ne bom, pa cel dan in meni se bo strgal, pa kuhati, pa nimaš kam jeti. Skratka, v tem duhu mislim, da mnoge družine začenjajo delovni dan, ali pa pač ne vem, kakšni so ti dnevi, karantenski dnevi v izolaciji. Ja, glejte, v tej zgodbi jaz vidim, koliko si mi z našimi mislimi, koliko si mi z našo, jaz rečem temu, naravnanostjo uma, skratka z mindsetom, kako si uravnavamo z mislimi nek potek dogodkov. In a veste, ko poslušam ljudi, zelo veliko ljudi je padlo v nek tak mlinček, ki melje groza, strah, negotovost, ampak to je v čustvih. Kar prihaja ven, kar je na površini, kar se sliši, je pa pritoževanje, nerganje, pritiskanje, skratka tako kot tisto, kar sem prej povedal, ne? Ena sama groza, kako se ne da, kako ne bo, noče se učiti, len je, ne moreš ga pripraviti nikamor, v zamudi smo, cele dneve, tako, ne. A veste, en sam obup in nobene točke upanja. In kar se meni tukaj zdi, da resnično moramo obrniti, resnično moramo spremeniti, je že kako se mi v sebi naravnamo, kako smo mi v sebi naravnani. Bom šel nazaj, bom šel v to zgodbo. Ne vem, ležite zjutraj z idejo, da pojemo preveč dobre hrane, premalo se gibljemo, preveč kalorij nam se nabira, in se zavedamo, da se bomo redili in da bi mogli bolj migati, in imamo mogoče še to, nisem ravno najbolj motiviran, oziroma zdaj se je skozi isto, ne morem se spraviti. In gledajte, tlele je mogoče ta prvi trenutek, ta prvi moment. Namesto tega ne morem, ne bom, da obrnemo in da rečemo, kako lahko. Kako lahko naredim nekaj drugače. Skratka, prepričan sem, da je težko, da nisem motiviran, da me nič ne spravi, da sem len, ne vem, karkoli. Ampak, gledajte, tukaj noter dajmo vprašanje, kaj lahko naredim drugače. Kaj lahko naredim drugače, kako lahko naredim prvi korak. Ne rabite si reči, sej ga ne bom naredil, sej itak vem, da ne bom naredil, ampak dajte, ostanite v tem,
v tej naravnanosti proti cilju. Moj cilj je, da bi jaz naredil nek korak, da bi naredil da bi se začel nekaj gibati, da bi začel nekaj migati, da bi začel nekaj biti aktiven. To je moj cilj. In gledajte, a smo toliko prijazni do sebe, da si tega cilja, ta cilj je plemenit, ta cilj je v redu, ta cilj nam prinaša nekaj dobrega. A smo toliko, se imamo toliko radi, da si ga ne skladimo že v prvem vdihu iz obzorja. Dajmo ga imeti tako pri sebi, pa rečemo, ok, ne vem, kako bom prišel do tega cilja, ampak kaj bi lahko naredil. Dajte imeti samo to, pogojno, dajte držati to možnost. A veste, kako bi zjutraj lahko se zgodil dan drugače? Kako bi lahko se naravnali za neko bolj prijazno držo? Kako bi se naravnali, da če že date stran sam ta jamranja, ta nerganja, ta pritoževanja, to širjenje tega obupa in pač vseh katastrof in vsega, kar pač sprejemate v teh informacijah. Če bi dali to stran, a veste, koliko manj teže. In recimo, še ena stvar, pa bom počasi zaključil. Ko takole poslušam te odnose pri, eni imate otroke, ki pač rabijo več pomoči, ali pa tudi, ne vem, ne zdržite, da jim ne bi, bom rekel, hotel pomagati. In potem so ti dueli. Ja, pa dej to, pa ne morem, pa ne veš več poštevanke, pa še lani si še poštevanko znal, zdaj še nič ne znaš, in skratka pritiski in ves čas so sporočila, ne znaš, nočeš, len si, zakaj ne razmišljaš, zakaj se ne potrudiš, zakaj se ne fokusiraš, skratka, isto kot prej do sebe. Ne, eno samo tlačenje. A bi si dali za izziv, a bi probali, ko otroku nekaj ne gre, da se vprašate, kako lahko to razumem, kaj se zdaj nekaj dogaja. Noče se učiti. A lahko date ta film stran, da je len, da bi sam na igricah bil, da je itak že zasvojen. Skratka, lahko date to stran in se iskreno vprašate, kaj nekaj se zdaj otroku dogaja. Kaj je nek njegov smisel, da ne bi delal. Mora biti, nek smisel mora biti. In raziskujte v tej smeri. In gledajte, cilj je seveda ta, da boste imeli stvari narejene. In razmišljajte iz te perspektive, razmišljajte v tem fokusu. Ok, kako lahko pridemo do tega cilja? Ja, se dogajajo ovire, otrok noče sodelovati, otrok ne vidi nobenega smisla v tem delu, ni zainteresiran. Ja, gledajte, to so vedenja, ki jih srečujete, ampak dajte se vprašati, v teh vedenjih mora biti nek smisel. Dajte raziskovati te smisle in držite se v odnosih. Držite se tega, kar pač veste, vsi, ki imate izštekane najstnike in starši, ki štekajo, da je stik tisto, ki dela motivacijo, da je iz stika se vse počne v odnosu z otroki. In ja, imejte se fajn. Mal izstopite iz teh dram in iz teh težkih tem, ki jih nosite. Jaz mislim, da po nepotrebnem. Mal obrnite perspektivo, mal prineste mal sproščenosti in zlasti dajte se držati dobrega upanja. Dajte imeti, gledajte, vsi moramo iz tega izidati in izšli bomo in potem bo življenje teklo naprej. Mi rabimo cilje za naprej, mi moramo biti opremljeni in dajte skrbeti zase, dajte poskrbeti, da boste prišli celi iz te situacije.
Lepo se imejte, še naj jo spremljajte na najinih YouTube kanalu, na Facebook profilih, tudi na spletni strani Vezal in naj vam gre dobro.